To je samo na hitro v slovenskem jeziku. Bom uporabil tole zadevo kot dokaz, da sta Kučan, Pahor, moram omeniti ime takšen, kot je Fajon, Tanja Fajon, Miran Potrč, Danilo Turk. Kakor jih hočete klicati, uporabljali so domove za ostarele, še najhuje pri celi stvari pa tudi paciente, starejše ljudi, ki so zahtevali asistenco za kriminal proti meni, za organiziran kriminal proti meni. Prvo, kar boste slišali, bosta bila dva gospoda, katera bi morala biti tukaj v tem domu že kar en lep cajt. Ampak so jih celo pripeljali v dom, kadar so mene pripeljali v ta dom, zato da se na meni izvajal postopek MK Ultra. Ne bom pozabil, nikdar ne bom pozabil, ko so noter prišli ne samo psihiatri, ampak tudi novomeška policija, katera je insistirala, glede na to, da sta oba dva gospoda, s katerimi sem se pogovarjal, imata, ne bi ocenil na težke motnje, umske motnje, delovanje, pravilno delovanje. Eden od njiju je bil ocenjen kot še sposoben, da bi lahko bil uporabljen, izkoriščen za takšno stvar, drug gospod pa celo za nesposobnega. So vzeli psihologe, psihiatre, so se usedli z njimi in so jih dobesedno, so jim sprali možgane, z intervjuji, katere so med katerimi so celo uporabili mene zdrogiranega toliko do ene takšne stopnje. Glejte, tukaj je gospod, recimo, je bil s celim domom so to stvar delali, izvajali. Z ljudmi, s pacienti, starejšimi noter. Dobesedno so jim predvajali nekaj, kar je bilo popolnoma nerealno. Se pravi, da so ustvarjali nekakšne podobe preko drog mene, podobe mene, ideje o meni v ljudeh, ki niso imele nobene veze z realnostjo. Na podlagi katere so potem toliko razjezili, ali pa vsaj ne vem, koliko se da razjeziti takega človeka. Ampak dali so jim nekakšno podlogo, nekakšen razlog, ne vem, koliko se da razjeziti. Iskreno povedano, en gospod, se pravi, ena, dva, je zdaj še en tretji gospod, katerega sploh ne bom dal gor, ker ne bom šel še enkrat delati tega videa. Ampak je bil eden od gospodov, se pravi dva gospoda, katera boste slišali, sta bila ocenjena definitivno kot nesposobna, da sta dala od sebe, boste videli sami kaj. Tretji gospod, katerega ne bom sploh predvajal, sploh ne bi smel po ocenah psihiatrov, psihologov takrat temu prisostvovati, zaradi tega, ker je bil popolnoma čist ocenjen kot nesposoben. Ja, tako so delali, tako psihiatri in psihologi to zadevo izvajajo. Se pravi, te prvo ocenijo, v kakšnem stanju možganskem, umskem je oseba, potem pa glede na to ga klasificirajo, ali lahko prisostvuje pri določenem pranju možganov in tako naprej. V tem primeru en gospod je bil čist, kar se reče po angleško designated, uvrščen v eno kategorijo, ki sploh ne bi mogel. Mu je prav možgane, tisti gospod Vinko iz Ljubljane, Kapš in tako naprej. Cel tim so se dobili, policaji oziroma policija, Ogulin, to je bil
vsakdanjik tam. Obiski njegovi so bili skoraj vedno prisotni. On je skoraj vedno, direktor policije v Novem mestu, vedno prisostvoval tem svinjarijem. In ta gospod, katerega so ocenili, jim je bil celo največja, ker so čisto popolnoma vse spomnili, se je dogajalo zraven mene, največja upora od vseh. Ker, glejte, dva gospoda, katera so ocenili, da bi možgansko lahko izvajala na meni mučenje. Ja, šlo je za zlorabe, šlo je za psihične zlorabe. Uporabili so ljudi v domu, da so mi, bom rekel, skoraj dal srednji palec. No, veliko več, veliko dlje je šlo v te stvari, v obraz. V bistvu, da se ti povedali ti reveži, da ti ne bojo pomagali, da nisi dober človek in tako naprej, da ti nikdar ne bojo pomagali. V bistvu isto kot drugi ljudje, ki so prisostvovali v MK Ultri. Ne? Ampak največ od vsega tega naj bi jim pa ponudil en gospod, ki je bil v kategoriji, da če bi ga psihiatri, psihologi, se pravi, da če bi naredili profil na njemu, in tu naj bi bil največji dosežek tega Ogulina, tukaj se je on videl v temu, mislim, da so njemu tudi na nek način možgane spravili, da je verjel pač v ene take stvari, da je tu možno dokazati, da to ni bilo in ne vem kaj in take stvari. Zaradi njegovih umskih sposobnosti, njegova beseda proti moji, to so stvari, s katerimi so se te psihiatri ubadali. In kaj se je tukaj dogajalo? Tukaj se je dogajalo, da so vozili ljudi, reveže, iz drugih domov po Sloveniji, v ta dom tukaj v Novem mestu in so jih tukaj zlorabljali. S tem, da, veste, to je pogojevanje, če boš to naredil, potem boš dobil, ne vem, morda celo boljšo poslo. Ni bilo samo za lokacijo ali kaj takega, ampak to je tako žalostno, da bolj ne more biti. Vendar na poti ven iz te zgradbe sem pa srečal gospo, se pravi, informacije se nekako niso ujemale s tistimi mojimi informacijami, ampak v neki meri so se, ker boste videli, sem dokazal, sem vedel, ti ljudje so bili v domovih že toliko časa. Že zelo dolgo časa. Tisti gospod, ki je rekel, da je bil v Trbovljah, mislim, da so ga imeli enkrat celo na Soči. No, kaj so delali s temi reveži, glede na to, da so mene imeli po vseh domovih po Sloveniji, je zelo vprašljiva stvar. Je pa bilo tako, da na svoji poti ven iz zgradbe je bila pa ena gospa, ki je bila zelo trdoživa menda in ni hotela dopustiti, kakorkoli sem bil nedober človek, je imela svojo vnukinjo celo, ki je prisostvovala temu in ne samo hčerko, ampak vnukinjo, katera nažalost leta 2010, me boste slišali na koncu tega pogovora, nisem oženil. To je bila njena hčerka, ki je insistirala na temu, da bi jo oženil. Ampak je pa do tega celo prišlo, boste sami videli, da sem povedal, da je imela hčerko, danes vam povem, punca, za katero sem mislil, da je njena hčerka, to je bila že njena vnukinja. Okay? Tako da, če kdo dvom o temu, ali so bili te ljudje na sliki ali ne, naj si sam podobal stvar, povedal sem, da je iz okolice Straže in tako naprej, take zadeve. Se pravi, da sem tudi povedal, od kje je in tako naprej. Ker časa ni veliko in bom to zadevo tudi v angleščini moral ponoviti, mislim, da je še najboljš, da gremo kar takoj k posnetku. Seveda, to je bilo med obiskom mojega očeta. Posnetek, da vidimo tole, gre v junij 25. Ja, junij 25. 2022.
nimam kaj drugega, kot v bistvu vam dati zvočni posnetek, da si boste sami ustvarili podobo vsemu. Ja, vidite, takole se te zadeve razložijo in potem vam garantiram, da ga ni psihologa, da ga ni psihiatra, ki bi si sploh upal karkoli drugega tukaj kot potrditi moje izjave. Zdaj pa edina stvar, ki bom naredil, glejte, tukaj vam bom zavrtel zvočni posnetek vsega in želim vam ugoden dan. Danes je junij 27, 2022, pa grem očeta obiskat spet dom za starejše. Moram povedati, da je bilo kar nekaj ljudi, katere sem že identificiral, no in to tukaj je zelo zanimivo. Zelo zanimiva zadeva je tale tukaj, pa sem se odločil, zakaj ne, še malo časa, pa dajmo še tole. Dobar dan. Ja. Kdo ste kje? Moj oče vas je Ja. In jaz se vam spomnim. Ne vem, če se vi moja spomnim. Vi ste pa tukaj pozno pošli, dan 2017 prikazali, ne? Iz Celja, ne? Ni tam nekaj tam, iz Celja. Ne? Bolj iz centra Slovenije, ne? Iz Litije. No. Katerega leta? 2015-2017, ne? Prosim. 17. Ne? 3 leta. Ste tukaj prišel? V ta dom, tega. Koliko časa pa ste pa tukaj? Samo 17 dan. Od lani samo? A res? Ampak ste bil pa že prej v domovih, ali kako? Aha. Kako? V Trbovlah? Okej. Dobre je to jasček moj. Kako sem me kazal, ti sem uvajal. Krka pa čist pomaga na raka, čist. Vročina, sparina. Ja, vidiš, da ti moral biti doma, pa riboluje.
poznamo, Jaz ne vem, se vam zdi znam, kdo se vi? pa se vam zdi znam, ali Kako? se vam te znam zdi. Jaz sem Kraševčeva. Aha, ampak jaz sem Boštjana Avtus. Kako? Boštjana Avtus. Boštjan? Ja. Čigav? Avšev. Ja. Avtus, kaj je skrkešen. To smo se kar tako očitno pogledali, ena drugega. Ja. Okej, Nikoli ne veš. nikoli ne veš. Če se dolgo pogovarjalo, mogoče bi prišel soros. Morda. Navadi tako, ne? Aha. Če se dolgo pogovarjaš, pa to vidiš. Ne, tako. Iz kolega pride pa že sorodstvo, tako marskaterka se v družbi tako znajde. Ja, med smo se posod spovedala, dvanankrat. Ja. Imate koga tle? Imam očeta. A je mama? Ja, očeta imam. A je očeta? Ja. Že dolgo te? Pred 3 dnevi je prišlo. Revček, še prvaja. Ja, ampak vi ste pa že kar nekaj cajta tukaj. Vi ste že kar nekaj par let. ne? Ja, jaz sem 3 leta, ta četrta. Samo 3 leto, četrto leto. Ja. Ampak, da bi vas nekaj vprašal, Kaj? to ne bom mogel reči. Vi ste iz Straže, ne? Ja. Aha, pa se poznamo ali se Sem ne bila. poznamo? Pa se poznamo, pa ali se ne poznamo? Ja, ali pa se? To vina, gospa, Ja. da v enem trenutku smo vas sorodniki. Ja, a je vi? Bližje kot si mislite. Ja, pomislim, no vidiš. Srečno, hvala. Ne, dobro. Se vas spomnim pa, da? Se spomnim. Vi mene tudi, bej. Ne, bolj starše. Bolj Kjer staršo je, moje. ja. Staršo moj, ne vem, če se vi spomnite. Ampak jaz se Kjer vas letem, ko spomnim. si ti? 71. Aha. Jaz sem mlajši od vaših čerkov. Ja. Mlajši od vaših Ja, čerkov. no pa, Pa je še ledek. ja. Ne more biti. Ne, Lejdek ni. Se je umnožila že. Ne, Lejdek ni, ker ima 3 sinove in moža, ne? 3 sinove ima. Marjana, 2010. kaj? Kaj se je ona poročila? 2008. Ne, se je poprej. Prej? Prej. 2008. Prej, ja. Katerega leta? No, se vidi, se 83. Pa sem pa jaz tam grozen Ja. Resno? Ja. Ne. Ja, ona je 58 letnica. 58. Ja, to vrde, ona je pedionov. Aha, ti 13 let starejši od mene. Ja. E, Ja, viš se. Pa lušno ženska, tudi mama. Ja, Ajde. spomine imamo pa še ena druga. Lepo se mejte. Srečno, Ajde. srečno. To se moraš kjerka Ja, ti je 12, 14. Ja, 14 let nazaj je bila 50, ne? To je zmeraj zelo lušna ženska, ne? Dobro, ajde. Lepo se mejte, nasvidenje. Živijo.